Spoštovane dame in gospodje, cenjene kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno v Arhivu Republike Slovenije na že 4. rednem mesečnem predavanju v letošnjem letu. Projekt je zaživo in nam je v bistvu veselje, da nam uspeva pritegniti občinstvo v tako velikem številu. Vesel sem, da lahko med nami pozdravim našo kolegico, doktorico Nadjo Terčon, muzejsko svetnico in dolgoletno sodelavko Pomorskega muzeja v Piranu, ki nam danes predstavila zelo zanimivo tematiko vzpostavljanja slovenskega pomorstva. Tudi si mislim, da Slovenci, ki ne moramo tako majhno plošče dostopa do morja, lahko dejansko govorimo o svojem lastnem pomorstvu. Naj vas ne preseneti, v prvi vrsti vidite kamero. Kamera je namenjena snemanju tega današnjega predavanja, ki bo objavljeno na spletnem portalu Sistory. Zahvaljujem se vam, da ste privolili, da bo tole predavanje snemano in objavljeno. Napovem pa lahko že tudi to, da je predavanje, ki smo ga snemali pred enim mesecem, doktorja Dragana Matiča o veliki vojni, prvi svetovni vojni, prav tako že dostopno na spletnih stranih portala Sistory. Torej, poštovana predavateljica, beseda je vaša. Hvala. Najprej hvala za povabilo in predvsem izredno lep pozdrav vsem, ki ste prišli danes na to predavanje. Pozdravljam organizatorje, Gregorja Jenusa, Jedrt Vodopivec, ki me je dejansko sem notri nekako vključila, moje kolege iz Komisije za zvezo prijateljev mladine, Braneta Šuštarja, Lido Bizlajevo, Andrejo Škopljanec, moje sošolce z faksa, Alenko Gabrič-Kačičnik in pa vse ostale. Blanko, s katero smo orale ledino v Parizu, Jadrana Strleta, ki bo zdaj že drugič poslušal malce predelano predavanje, vendar sem izjemno zadovoljna, da ste se odzvali in pa prišli, kajti morje prinesti v Ljubljano je vedno posebej doživetje, predvsem zaradi tega, ker je resnično tako majhno in ker se vedno postavlja tisto in spravim že zelo stereotipno vprašanje, ali smo Slovenci pomorski narod ali ne. In začela bom z enim štosom, ki so mi ga prinesli sodelavci iz Reke. Pred kratkim je bila predstavitev pomorskih šol v Kraljevini Jugoslaviji, kjer je bilo veliko slovenskih fantov. Pomorski poklic je bil dejansko izjemno ugledan, tako da so se vpisovali med obema vojnama, tako na trgovske mornarice kot na vojne mornarice. In potem seveda po končani otvoritvi s kozarcem v roki so leteli vici. In eden izmed njih je bil, pa kako se kupajo Slovenci v svom moru. Naši so gledali in seveda odgovor je bil jedan po jedan. In ta dejansko je, res je štos, res je vic, ampak dejstvo je, da na nek način pokaže tisto našo majhnost, tisto, kar sem jaz v svoji raziskavi poskušala povedati in prikazati, koliko truda, koliko energije, koliko angažiranja je bilo potrebno v dolgih 9 let, da smo dejansko Slovenci kot narod oziroma Republika Slovenija kot enota tedanje Jugoslavije prišli do tega svojega morja in da vendarle lahko, da se je potem situacija popolnoma spremenila in da vendarle lahko govorimo o našem morju. Na naslovnici sem se povezala z organizatorji z Arhiva Republike Slovenije in sem pač dala ladijski model galeje. To je Gruberjevega modela, ki ga hranimo že od leta 1954 v Pomorskem muzeju v Piranu. In tukaj spodaj sta še dva, ena je lagunska galeja in pa lagunska vojna ladja kralj Karel VI. Želela sem povezati sodelovanje med Arhivom Republike Slovenije in pa Pomorskim muzejem v Piranu, kjer sem zaposlena od leta 1988. Od 1992-1991 pa sodelujem dejansko tudi že z Arhivom Republike Slovenije. Predvsem sem sodelovala tudi Jedrt Vodopivec. Takrat smo namreč pripravljali razstavo o piranskem pristanišču, o razvoju piranskega pristanišča in seveda je bilo potrebno en kup restauriranja gradiva, predvsem karte Pirana, edinstvenega načrta, ki prikazuje Piran v 3 fazah
pristanišča v fazah 3 bazenov, to se pravi nekdanjega notranjega mandrača s Trdinjevim trgom, bazena pred današnjim Pomorskim muzejem in pa večjega bazena, ki je danes že tako napolnjen, je dejansko majhen. No, in takrat sem tudi spoznala, kaj pomenijo določene zahteve, ko so ta načrt so dejansko ves čas nosili pod pazduho v različne ustanove, papir in karta je preparela, je popokala, tako da brezpogojno smo morali karto, restaurirano karto uokviriti v Ljubljani, jo prenesti v Piran in danes imamo težave, ker ta karta je izjemno velika, ne morejo si jo sposojati. Številni raziskovalci pa jo uporabljajo, ne samo zaradi tega pristanišča, ampak predvsem zato, ker je to edina karta, ki ima napisane predele oziroma ulice Pirana. In kolega Ivica Pletikosič pripravlja sedaj tudi disertacijo na osnovi te karte. No in tukaj sem pač s tem slajdom želela samo na to opozoriti. Ta raziskava, doktorirala sem januarja na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. To predavanje ne gre totalno za povzetek te disertacije, ampak bolj na pregledane vsebine, ki je prinesla do tega rezultata, da res, kot nekaj govorimo o našem Slovenskem morju. Se pravi, središče mojega dogajanja je morje in pa pomorstvo. Seveda sem v svoji raziskavi poskušala na različne načine postaviti v čas, v prostor, v politične, diplomatske okoliščine, dogajanje, ki je takrat potekalo, vendar vse je imelo to rdečo nit morja in pomorstva. Prostor, ki je bil središče moje raziskave, zakaj poudarjam, to je današnja slovenska Istra. Tukaj gre za zaledje, tukaj gre za področje med današnjim Debelim Rtičem. Tukaj je pogled iz Debelega spode, pogled iz Debelega Rtiča proti Luki in pogled iz Izole proti Debelemu Rtiču in Trstu v ozadju. In pa Dragonjo na južni strani, južnem delu, tu je za ozek pas, ki pa je bil zgodovinsko vezan do pripada Beneške republike na Benetke, potem pa na Trst. Meja, vojna so naredili svoje in kar naenkrat je postalo to področje izolirano in začelo se je šele kasneje povezovati s slovenskim prostorom. Slovenska Istra sem pa omenila zaradi tega, ker je to področje ima več poimenovanj, odvisno od časa in pa raziskovalca in pa namena raziskave. Ko sem pisala knjigo Zbarkov Trst, nisem govorila o slovenski Istri, kajti govorila sem o obdobju druge polovice 19. stoletja in opredelila ta prostor kot severozahodna istrska obalna mesta. O slovenski Istri takrat nismo mogli govoriti. V tem času, 45-58, pa počasi že lahko. In še nekaj, do tej raziskavi nisem želela kronološko navajati, kako so se razvijale te pomorske dejavnosti. Nisem začela, kako je nastajala ribje predelovalna industrija in kaj je potem, kako se je potem razvijala naprej, kako je nastala splošna plovba in kako se je razvijala. Želela sem predvsem orisati, zakaj in kako je sploh prišlo na tem področju do takega dogajanja in kako so na to vplivale politične in pa diplomatske dogajanja, ki so se tam, kar je bilo v tem času. Gospod Gregor mi je dejal, da običajno predavanja, ki jih imajo predavatelji tukaj v Arhivu Republike Slovenije, slonijo na arhivskem gradivu. Sama sem muzealka in sem poskušala sicer vpletati tako muzejsko gradivo, ki je običajno različnih materialov, kot arhivsko, ki je večinoma papirnatega izvora. In zato bom mogoče na začetku malce več povedala o arhivskem gradivu, mogoče kdo potrebuje, kakšen namik na svet, običajno se včasih tudi kakšna lučka takrat sveti. Ampak gradivo, ki je
Posebej pri zadnji raziskavi, pomembno je bilo v Pokrajinskem arhivu v Kopru, različni fondi, potem je Piranski arhiv, tukaj je predvsem zelo dragocen fond Luškega akademije Piran, tukaj sem je še malo bolj podrobno. Izjemno dosti sem delala v državnem arhivu v Trstu, fond Governa Maritima, to je bila avstrijska pomorska vlada, 1851-1923, sicer se je malo podaljšala v italijansko obdobje, ki hrani, se pravi, eno stran korespondence z vsem avstrijskim primorjem. Izjemno zanimivo gradivo sem tokrat odkrila na državnem arhivu na Reki, tukaj je bil fond inspektorata pomorstva. V arhivu Republike Slovenije so mi Brane Radulovič in Tadej Cankar zelo ljudno pomagali prijeti do gradiva službe državne varnosti oziroma ekonomskega odseka UDBE naša podjetja v tujini in pa predvsem gradivo našega muzeja, ki je zelo, zelo raznovrstno in ki prinaša različne poglede in pa različna razmišljanja. In še nekaj bi podali, kar je nekatere sicer zelo motilo, sama sem bila pa na to, moram priznati, prav ponosna. Predvsem sem se osredotočila na vire vsakdanjega poslovanja, vsakdanjega življenja. Namenoma se nisem osredotočila, da bi začela raziskovati arhiv Vlade Republike Slovenije oziroma povezave z Beogradom in pa tudi z Rimom, ampak gradivo, ki je nastalo v vsakdanjem življenju. Zdaj, rezultat tega je takšen, kakšen je. Dejstvo pa je, da je v tem namenu potrebno pregledati dosti več gradiva, kajti včasih, da prideš do nekega dokumenta, ki ti morda vendarle nekaj pove, lahko pogledaš celo škatlo. Ker teh drobnarij je ogromno, ampak to je bil moj namen. Zato pač to poudarjam. Tako da tukaj so pa še fondi. Fondi Pokrajinskega arhiva v Kopru, predvsem je bil fond vojaško-pravne muslimanske armade, vsega je notri. Tukaj je toliko gradiva, da potem lahko iz tega izbereš, kar je, gre predvsem za gospodarstvo na Slovenski Ist oziroma v coni B, potem fond Istrskega okrožnega ljudskega odbora, fond Okrajnega ljudskega odbora, splošne plovbe Piran, ribiške zadruge Izola, Delamarisa, to je predelovalne industrije, oziroma tukaj gre že za kombinat Izola s predhodniki, in pa predvsem fond Ilija in pa fond Petrinja. Tukaj v tem fondu v bistvu nisem delala sama, ampak smo bili v letu 2006-2008 z dvema študentoma vključeni v mednarodni projekt in zasnovana bila, da sta pregledala kompletno ta dva fonda v arhivu in pa v knjižnici v Kopru vse časopise in sistematično izbirala in pa dokumentirala in digitalizirala vse gradivo, ki je bilo vezano na začetek odločitev o Luki Koper, gradnjo Luki Koper, tako da imamo precej fotografij, precej načrtov in namen takrat je bil pripraviti neko obširno raziskavo oziroma muzejsko zbirko povojne zgodovine. Tokrat sem pa čez malce izkoristila in uporabila nekaj gradiva tudi iz tega, tako da mislim pa, da še čaka. Tukaj so primeri zelo različni iz arhiva v Kopru o Atilio de la Vlade, govori pač nek dopis, ki ga je pisala tovarna ribje industrije de la Vlade v Kopru. To je bila tovarna, ki je danes, tisti, ki prihajate v Koper in se vozite po severni obvoznici, ponovno vidna. Morala se je pa leta 1959 umakniti, zapreti proizvodnjo, ker je tam nastala Luka Koper in so proizvodnjo preselili v Izolo. Je pa to bila naslednica tovarne Depande, ki je bila ustanovljena 1898 v Kopru in ki katere dokumenti obstajajo tudi v arhivih. Drugi dopis je o Ambeleji. To je ena stran, mislim, da 37 strani seznama strojev, ki so jih januarja in februarja 1947 evakuirali v Jugoslavijo. Takrat niso pač vedeli, kam bo to področje spadalo, malo so se bali Pariške mirovne konference in so evakuirali stroje iz Ambeleje.
to je današnji Delamaris, iz Aribonija, kasnejši Argo, danes ga ni več, razen dimnika v Izoli, iz ledvidelnice Istrija v Kopru, iz veslaških klubov Libertas iz Kopra, iz piranske ledvidelnice, iz piranskih solin, iz zasebnih tovaren, zasebnih obratov, tako da je šlo ogromno gradiva in tukaj po tem spisku se lahko točno v italijanščini se lahko točno določa, kaj je bilo pač odnešeno, kako zelo je bila osiromašen ta proizvodna hala. Kam je to šlo, sama nisem ugotovila, predvidevam, da iz tovaren ribje industrije v Rovinj, v Mirno, kamor so zelo verjetno vozili tudi veliko piranske soli. To se pravi, da tukaj lahko vlečemo tudi tezo, kako je hrvaško gospodarstvo pridobilo na račun našega, ker je tukaj zmanjkalo nekaj orodja. Potem je zaposleni v Agmaritu, zaposleni v tovarnah, tukaj so tudi spiski Ledevja v Piranu in pa tukaj je nekaj gradiva iz piranskega arhiva. Najbogatejši je, kot sem rekla, fond Luške kapitanije Piran. Ta fond obstaja od leta 1851, do 70 let. Zelo uporaben je bil, predvsem sedaj so ga iskali kolegi iz Ministrstva za zunanje zadeve, ko so potrebovali in iskali gradivo za arbitražni sporazum z Lejo, tako da so potem v fondu brskali in policija, in mi, in oni, skratka vsak je nekaj iskal in želel. Ampak v tem fondu, recimo, sta dve škatli prve fotografije in kaj piše v trgovska mornarica svobodnega tržaškega ozemlja. Dolgo let sem v muzeju, ampak da bi imela svobodno tržaško ozemlje svojo mornarico, do tega, dokaj nisem odprla te škatle, nisem vedela. In ko pogledaš potem te dovolilnice, gre za dovolilnice za ribolov. Dejansko mornarica svobodnega tržaškega ozemlja so bile ribiške ladje. So bile majhne transportne ladje, bracele, peligi, trabakole, ladje, ki so bile domicil v teh treh mestih, Koper, Izola in Piran, ki so trgovale po eni strani še vedno s Trstom, če ne drugo so ti potakle, po drugi strani pa so plule proti Rovinju. No in tukaj je dokaz, svobodno tržaško ozemlje je imelo svojo mornarico. Tukaj je še seznam ladij. Predvsem sem bila izjemno zadovoljna, ko sem v tem fondu odkrila spisek, prvi povojni spisek piranskega ledevja je iz 20. maja 1945 in ta spisek, ne vem točno, koliko ladij je bil potem ena osnova, da smo lahko naredili primerjavo, kako zelo je pomorski promet do leta 1954 padel v sklopu predvsem izseljevanja. Vendar je dokaz, kako veliko ledevje je bilo v Piranu. Tukaj je še nekaj potisniti, ne vidim, kaj je. To je arhiv v Trstu. Na hitro sem pač izbrala dva dokumenta, še, mislim, da smo vedeli piransko pristanišče, pa tako nekako je izgledalo dopisovanje. Pogodba, na desni strani je pogodba za gradnjo pomola, na levi je tudi nek dopis piranskega dostata, piranskega župana in pa ena izmed katastorskih map, ki jih v Trstu imajo. Tako da si marsikdo tudi sedaj še pomaga s temi katastorskimi mapami in pa parcelami. Predvsem pa je starejša, tako da lahko vidite še Piran s piranskim pristaniščem, notranjim mandačem, ki je danes Tartinijev trg, in pa bazen pred današnjo palačo, medtem ko pomol je še kratek, ni dokončan, ni še novega pomola iz 1893, ki ga danes prenavljajo in tako naprej. Glavno to gradivo, skupno z gradivom Pomorskega sodišča je v arhivu v Trstu, izjemno lepo dostopno, tudi brez problema, če ga potrebujete za digitalizacijo, tako da vsekakor marsikaj lahko najdete v njem. Ravno tako je na Reki. Ivan Peranič in Nada Murencer, tista, ki sta mi izjemno pomagala, že po telefonu, ko sem prosila, kaj bi potrebovala, sem mi potem svetovali, naj si pogledam Fond inšpektorata Pomorske obalne uprave Jugoslovanske armade, deloval je do
dejansko od konca februarja 47, od 1. maja 45 dalje. Ampak to je bila osrednja pomorska inštitucija, katerim so bile podrejene tudi naša mesta, naša uprava. In tako da je v tem fondu izjemno veliko našega gradiva. Tako da tukaj je od seznamanja do vsakomesečne oziroma celo vsakotedenske statistike, koliko rib so lovili in koliko so jih prodali, do recimo veleslavnega Reksa, je tukaj spodaj zapisano s točnimi pozicijami, kje je obležal, kje se je nasedel. Tukaj je namreč ena izmed prvih nalog Inšpektorata pomorstva po vojni je bil tam, da so morali umakniti vso vojno škodo. In Reks je bil vojni plen po sklepu sodišča v Splitu, je postal vojni plen in so ga potem začeli rezati. Čeprav so poskušali na nekaj nameravati, da bi ga usposobili, vendar se dejansko ni šlo in tukaj so pač ko smo mi smo tudi razstavo postavljali v Reksu, vendar so ti podatki prišli ven po razstavi, ne prej. In tukaj je vaše gradivo, sicer ne tisto, ki sem ga imam tukaj fotokopiranega iz vaše iz te mape naša podjetja v tujini, ampak sem z vaše spletne strani včeraj dol snela, se pravi, mislim, da 10. del tistega, kar ste skenirali tukaj v arhivu, ampak vendarle govori o ekonomskem odseku Udbe, kaže, kakšna je bila organizacija in pa predvsem to gradivo mi je resnično potrdilo tisto, kar so pomorščaki ves čas govorili, da je tako med pomorci se govorilo, Udba je ustanovila splošno plovbo. To je bilo nekako jasno, nikjer pa to dejansko ni bilo zapisano. In potem, ko sem začela s tem vašim gradivom, so se zadeve kar odprle. Sprejel me je tudi prvi direktor splošne plovbe, gospod Boris Šnuderl, danes ga žal pogrešam med nami, obljubo je, da bo prišel. On je na nek način mi tudi preusmeril moje razmišljanja v popolno drugo smer od tistih mojih zastavljenih in malce drugače osvetlil delovanje te organizacije, kako je recimo Niko Kavčič v svoji knjigi ali pa potem v filmu z Ljerko Bizil. Predvsem je poudaril vlogo takratne vlade, Borisa Krajderja, Nika Šiliha, malo manj recimo tudi Kavčiča, vendar se je pokazalo, da je kljub vsemu za vsem stala država, da je bila država tista, ki je podpirala to njihovo delovanje. No in iz teh dokumentov, ki jih imam tukaj fotokopiranih, pa je točno videti, kako so funkcionirali. No, potem več kasneje, lahko pa vseeno, da so pošiljali v tujino svoje preverjene kadre, to so bili ekonomisti, ki niso bili oficirji Udbe in so začeli trgovati z najprej ilegalno, kasneje celo legalno trgovino. Imeli so šifre, tukaj celo na enem dokumentu, kako niso se smeli predstavljati z imeni in priimki, tudi niso smeli govoriti o valutah, ampak tle v tem dokumentu 24. list je to, kako naj bodo šifre. Za dolar morajo govoriti o volni, lira mora biti levante, bombaž mora biti švicarski frank, šiling je kava, nemška marka, Deutsche Mark je jeklo in zlato je celuloza. To se pravi, oni niso ilegalno trgovali z švicarskimi franki, ampak so trgovali z bombažem. To so bile te njihove zadeve, ki so zelo zanimive in predvsem bili so zelo spretni, tako da spet v enem od teh vaših poročil govorijo o tem, kako se je jugoslovansko notranje ministrstvo pritožilo slovenskemu notranjemu ministrstvu, da Slovenci malo preveč po svoje te zadeve furajo in predvsem to, da bi jih lahko malce podučili, potrebovali so en support.
No in tukaj je pa še za dokumentacijo Pomorskega muzeja, gre pa za najrazličnejše zadeve, za arhivske vire, fotografije, kopije dokumentov. Predvsem sedaj se tudi glede Prve svetovne vojne veliko ljudi obrača na nas, kajti mi hranimo predvsem spet z pomorskega stališča, tako vojne kot trgovsko gradivo do konec koncev, kot sem prej omenila, ta projekt kopij Primorskega dnevnika, Slovenskega Jadrana in pa Dela. In tukaj je še nekaj tega našega gradiva, ki sem ga dobesedno namenoma tako nametala, da vidite, kako zelo raznovrstno je. Jaz sem kustosinja za novejše obdobje zgodovine. To pomeni, da delam vse od moje časovno obdobje od 1797 propada Benetke do včeraj. In včasih še nazaj, odvisno kdo zadeve vodi in kaj je pač potrebno storiti. Kustos pomeni, da zbira na terenu, inventarizira, da tudi raziskuje, objavlja in tukaj je resnično vse nametano. Prvi, ki je recimo zame izjemnega pomena, sedaj se imena tudi pripravlja film o Sergiju Mašeri, je skica, lastnoročna skica Sergeja Mašera na ovitku Zvezka za slovenski jezik v 4. letniku gimnazije. On je pač sam sebe bil kot mornarja in to je recimo en tak predmet, s katerim jaz potem delam z piranskimi gimnazijci, kajti je tak zelo izpoveden do, oglasov o Ribiču Piranu, do izjemno lepih fotografij žensk, ki vlagajo in sušijo ribe, do pomorske šole, pomorskega krsta in recimo zastave, Jugoslovanska tribojnica za zvezdo, ki je prvič zaplula po našem morju, tako po osvoboditvi leta 1945. Tako da tega gradiva, to je glavno vse, kar je na papirju, je veliko. Arhivsko gradivo pa ni vedno tisto osnova. Seveda mi zgodovine najraje delamo z njim, tudi učili so nas tako, se pa zadeve sedaj spreminjajo in predvsem je potrebno tudi v času šparanja, tudi v času promocij naših kulturnih ustanov organizirati različne okrogle mize, različna predavanja, kjer pač izvemo informacije. Sama sem pripravljena vodila 3 okrogle mize o ženskah in pomorstvu. Povezali smo Slovenski dan pomorstva 7. marec in pa 8. marec, Mednarodni dan žena in na okrogli mizi oziroma okrogla miza. Svoje spomine sem pripovedovala od najstarejše generacije, druga, ki je lepo vidna, gospa Sava Kaluža, to je prva slovenska kapitanka v prvi generaciji slovenske pomorske šole, najmlajša generacija Branuša Kralj, vmes je Milanka Lank-Lipovec, ki je ni videti avtorica svojih potopisov z jadrnico, svojim možem Željem, potem Sabina Gorišek, sopotnica 98-letnika Mirka Bogiča, ki je 80 letih do zdaj starosta slovenskega jadranja, in pa Biserka Kavšek, zdaj pokojna, kot pa soproga in pa mati Pomoščaka, žena dolgoletnega kapitana in tudi njen sin je Pomoščak in ona vsaka je svojega zornega kota pripovedovala, kako doživljajo morje. Vse te pripovedi smo zapisali, objavili in pa uporabili seveda v kontekstu z raziskavo. Druga je bila o odnosu Slovencev do morja, ravno tako z Brunom Koreličem, dolgoletnim direktorjem Lučka Koper, Jožetom Utenkarjem iz Splošne Kolbe, prvim predsednikom Milanom Kučanom, ki je predvsem predstavil pogled politike do tega vprašanja, do morja, do meje in tako naprej, profesorjem Pirjevcem od zgodovinskega stališča in pa Đorđo Ribarič, predsednik sindikata pomorščakov, dolgoletni kapitan, ki je pa stališča pomorščakov in pogledal in pa kako gledajo pomorščaki na današnjo situacijo v pomorstvu, ki je dejansko izjemno hladna. Spodaj smo pa govorili o mornariškem odredu Koper in pa Jože Race, na mene, v sredini je pa pripovedoval o osvobajanju Trsta maja 1945, konec aprila 1. maj.
kjer je sodeloval kot član mornariškega odreda Koper in on je dejansko tudi povedal, kako zelo pomembno je bilo, da je bilo po koncu vojne na področju današnje slovenske Istre mornariški odred, partizanska enota, ki je resnično ta njihova prisotnost je dala podlaga, da so se potem zadeve razvijale malce drugače, kot so nameravali. Vse skupaj se je pa prepletalo spomini, recimo sem dala tukaj 3, Cirila Drganca živi v Mariboru, radiotelegrafist, ki je bil še na Martinu Krpanu in pa potem na Rogu predvsem, potem Nika Kavčiča in njegova pot osamosvojitev in pa moja resnica od Franceta Perovška. Zanimive so te zgodbe, kajti vsak svojega zgodnega kota poveličujejo svojo vlogo in včasih moraš malce te stvari pretresti, se je pa velikokrat zgodilo, da so se vsi ti njihovi spomini dobesedno pokrili z arhivskim gradivom. Tako da to so bili pa recimo najlepši trenutki, ko veš, da ti ljudje jim spomin dela in da govorijo resnico. In tukaj je še nekaj literature, ampak predvsem tiste, ki jo uporabljamo, recimo osnova, ko govorimo o slovenskem pomorstvu, slovenskem ladjarstvu, je seveda Miroslav Pahor. Prvi in dolgoletni direktor Pomorskega muzeja v Trijanu, zgodovinar, samo pravim, da je utemeljitelj slovenskega pomorstva. O njem smo pisali tudi v tvorci slovenske pomorske identitete, zvezku, ki ga je izdal z pobudo dr. Andreja Rahtena. Potem je pomorska slovenščina, ki je, mislim, da je išla leta 61, zelo stara, ampak danes se še vedno govori o tem, kako ne znamo Slovenci govoriti, nimamo pravih pomorskih izrazov in še vedno uporabljamo pomorsko slovenščino, ampak to je do sedaj edina tovrstna publikacija, ki nam pomaga. Težave imajo prevajalci, ko privajajo leposlovje, težave imamo mi, kajti viri so velikokrat nemški, italijanski in slovenskega izraza, velikokrat za posamezne tehnične pomorske predmete ne najdemo. Potem je slovenski pomorski zbornik, jugoslovanska edicija, v katerem 1963, v katerem je pa en prvi pregled razvoja pomorstva, slovenskega pomorstva pripravil dr. Ferdo Bestrin. To je osnova, gre res za pregled, vendar je tako izjemno dober, da ga še danes zelo pogosto uporabljamo in še vedno ga tudi najmlajši raziskovalci citirajo. Potem je recimo primer kronike, kjer objavljamo, to je pač naslovnica, kjer je moja sodelovka Bogdana Marinac objavila življenjsko zgodbo Vladimirja Štolfe, kapitana doma iz Divače in preko njegovih pisem dobila je pa ravno tako je načrt ladje prišel iz arhiva na Reki. In tukaj sta dve fotografiji, naslovnic dveh najnovejših knjig, kolegice iz arhiva, Pogreckega arhiva v Kopru, Debora Rogoznice iz Kapitalizma v socializem, ki podaja osnovo o gospodarstvu na tem področju v teh letih 47-54. Na drugi strani, česar sem se mogla v svoje raziskave odkriti, je pa ta tržaška obnova Aleksandra Panjega iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru, ki pa govori, kako se je po priključitvi k Italiji oziroma pod anglo-ameriško zavezniško cono razvijalo oziroma vzpostavljalo ponovno tržaško gospodarstvo. No, tukaj je pogled proti Izoli, iz Belvedere proti Izoli in proti Ankaranu in gor so nekaj odlakov, pa drugače vsaj Demanusa vedno seže pogled. In dejansko pokažemo vso majhnost tega področja. Govorimo o 46 km dolgi obali, govorimo o vsega 180 kvadratnih metrov površine tega našega morja, govorimo o 18 metrih povprečne globine in najgloblji del morja je 36 metrov. Majhno. Vse skupaj je majhno, to vendar za nas pomembno, kajti to področje ob morju je po eni strani daje odprtost. Imaš vedno občutek neke odprtosti. Ekonomsko, samo pogledajte, kako
kako se zadnje čase v medijih vse skupaj dogaja okoli Luke Koper. Kaj pomeni, da je Luka Koper v nacionalnem interesu? Kaj pomeni dostop do odprtega morja? Ali bomo dobili koridor, ali ga ne bomo dobili? Skratka, dogaja se vendar izjemnega pomena. Po eni strani je to odprtost, po drugi strani omejuje na nek način, sicer tukaj nas ne toliko, ampak morje kot tako, zato se pač razvija pomorska plovila. Za nas je pa ta prostor, predvsem za srednjo Evropo, izjemnega pomena, kajti preko tega potekajo potem vsi ti pretoki proti osrednji Evropi. In tukaj še nekaj o tej pomorski identiteti, ki je pa mišljeno predvsem to, o čem lahko govorimo. Ne? Ali je tisto kot vsak dan, kar sem že prej rekla, zame prav stereotipno vprašanje, ali smo Slovenci pomorski narod. Običajno smo od aprila do septembra, vsak vikend, soboto, nedeljo, ko se proti morju valijo trume Slovencev in pa za dopuste že ne več toliko, kajti vsi gremo raje na Hrvaško. Ali je morda ta pomorski narod v smislu pomorske identitete, kaj čutimo, kako so v preteklosti čutili. Tako da jaz sem bolj to definirala v smislu naš odnos do morja. Ne? In predvsem naši viri, spomini pomorščakov, pisma pomorščakov, pričajo o tem, kako so resnično čutili to morje. Pavlin Zule iz Domžal je bil hidroletalec med obema vojnama. Šolal se je v hidroletalski šoli in on je v svojem dnevniku napisal, kaj je lepšega kot leteti ali pluti. Ne? Jaz, ko to bereš, si misliš, nič posebnega, ne? Ampak dejansko njim je to izjemno dosti pomenilo. In nekoč, danes ne več toliko, biti pomorščak, biti v pomorski, mornariški uniformi je bilo tudi izjemno častno, družbeno, visoko vrednoteno. In kapitana Vrata Tolaci iz Logatca sta pisala v svojih spominih, kako sta se na nedeljski popoldan oblekla v prilepi mornariški uniformi in paradirala po cesti gor in dol in s tem privabljala poglede. Tako da je malce drugačen zorni kot, kakor ga imamo danes. Kar se tiče pomena morja skozi zgodovino oziroma tega kratkega pomorskega pogleda, da bom na hitro povedala, tukaj v kasnejših slajdih, tukaj predvsem tiste originalne fotografije mornariškega ogleda v Portorožu, prve dni po osvoboditvi in pa prvi čoln, zastavo smo videli že pred Piranom, v Zadnju je Piran, 1. maja 1945, prva izvidnica po našem morju in pa ta pomen, zakaj je, kot se nekaj prepomen, prisotnost partizanskih enot, predvsem, ker se je že leta 1944 pričakovalo zavezniško izkrcanje v Istri. Kot sem rekla, sama delam predvsem od leta 1797 časovno, pač s pomorsko zgodovino od 1797 dalje. Vsekakor, karkoli sem počela do sedaj, vse se je pokazalo, da je bilo vezano, se pravi, predvsem 19. stoletje na Trst in pa Reko. Koper, Izola in Piran so bile izjemno močna pristaniška mesta. Od vseh dejansko upravno je bil najmočnejši Piran, v prometu pa Koper. In morje je tisto, ki je dajalo tisto moč, velik vpliv na njihov dejansko gospodarski in pa družbeni položaj. Z ladjami so prevažali blago v Trst in iz Trsta nazaj domov. V Trst so vozili običajno tisto blago, ki so ga, kar ga je recimo Istra nudila, od soli, rib, kamna, olja, vina in tako naprej. Iz Trsta nazaj pa tisto, kar je Trst ponujal. To se pravi industrijske izdelke, blago tujih dežel, kajti Trst je bilo tisto središče, kamor je prihajalo izjemno veliko ladij celega sveta in pa tudi takih artiklov. Ta naša mesta z reko niso imela veliko, reka je tukaj na desni strani, niso imela
imela veliko stikov. So pa z Reko imela zelo močne stike, predvsem področje Postojne, Pivke. Vse to je gravitiralo na Reko. Za umestni člen med Reko in Trstom in nami in mesti sem pa dala Josipa Gorupa, plemenitega Slavinskega. Zakaj? 5 let nazaj, približno, je stekel projekt o priprave kronike, ki je bila posvečena Josipu Gorupu. Vsak je svojega zobnega kota nekaj pripravil. Moja naloga je bila umestiti Josipa Gorupa, njegovega strica Janeza Kalistra in njegovo družino v okvir morja. Josip Gorup doma iz Slavne, šel k bogatemu stricu Kalistru v Trst, ki je po njemu potem podedoval približno polovico svojega premoženja, se je potem preselil na Reko in si z dvema ženama postal oče 14 otrok in si ustvaril bogato premoženje. Na Reki, v arhivu na Reki sem našla testament oziroma njihove dedne spore, dedne pogodbe, dedne dogovore, kako deliti to bogato premoženje. Vseh 14 otrok in žena, to se pravi na 15 delov se je delilo in je trajalo še dolgo časa, tudi po drugi svetovni vojni, umrl je 1912. Tako da smo o njemu našli njegove lastniške liste, mislim, da je imel 3 karate, to se pravi 3/24 ladje Rečina. Večino denarja je sicer vlagal v banke. Je bil pa njegov sin Kornelij Gorup, bogat ladjar v Trstu, čeprav je kasneje za nekimi mahinacijami obožal, vendar o njemu lahko govorimo kot o slovenskem ladjarju. Predstavnikov tiste skupine slovenskih ladjarjev ni bil edini, bilo je še nekaj. In ko govorimo o ženski vlogi v pomorstvu, njegova sestra Ivana Gorup, poročena Muha, je bila tudi ladjarka. Zdaj, ali je sama kupila ali podedovala, tega nismo uspeli ugotoviti, ampak dejstvo je, da so bili zelo ambiciozno usmerjeni in povezani. Drugo, kar je tukaj še zemljevid, ravno tako iz pokrajinskega arhiva v Kopru in kaže avstrijsko Primorje, ni najboljše videti, ampak na kakšen način so potekale povezave. Sem predolga, moram pohiteti, ne? Vidim, tudi ne še. Vidim, da že pozujete uro za to. To je bilo vse druge svetovne vojne. Ne? Prva svetovna vojna je pa to enotno področje prekinila. In zelo zanimiva je ta razglednica, ki jo verjetno poznate, ampak ta bela črta, če ste to pozorni, pa ločuje Kraljevino Italijo od Kraljevine Jugoslavije v Sušaku. Dejansko je morska meja potekala kar tako po mostu. To se pravi, na Sušak se je vezalo slovensko področje, ki je spadalo pod Kraljevino Jugoslavijo, na Reko, Fiume pa dejansko ves primorski del, tako da te razglednice so dejansko zelo dober dokumentarni vir. Ta 1. maj 1945 je marsikaj spremenil. Na tem področju, ko govorimo o slovenski Istri, sami veste, da se ni vedelo, ali jo bodo priključili Jugoslaviji ali Italiji. Pariška mirovna konferenca je dejansko potem ustanovila svobodno državno ozemlje, razdeljeno je bilo na 2 območja, cono A in cono B. Cona B pod jugoslovanskim vplivom, cona A pod anglo-ameriškim. In na tem področju je v tistem čakanju je bilo vseeno potrebno nekaj početi, nekaj zasnovati, tako da so že leta 1. marca 1947 ustanovili pomorsko šolo. Že leta 1945 je namreč pokrajinski narodno-spodinji odbor v Ajdovščini sprejel sklep, da bo ustanovil slovensko pomorsko šolo v Trstu. In tja bodo pošiljali v šole pomorščake oziroma fante, ki se bodo izšolali in ki bodo to pomorstvo vodili naprej.
Leta 1947 je bil ustanovljen tudi Agmarit. Dejansko bila njegovo ime Agencija Maritima. In ko boste brali enciklopedije, boste povsod prebrali, da je bilo to prvo slovensko pomorsko podjetje. Vprašanje, ne? Direktor je bil Slovenec, to je bil Zorko Tavčar, ki so doma izdutovali pri Sežani, ki so ga iz Trsta poslali najprej v Koper in on je samovoljno popeljal Agmarit v Piran. Izjemno zanimiv človek, osebno ga nisem poznala, brala sem pa njegove spomine in berejo se tako kot ena lepa humoreska, ampak izjemno dobro. Govori o tem, kakšna je bila povezava s Trstom, kako so ženske potovale v Trst, kako so zapirali naše oblasti, zapirali jezične Pirančanke italijanskega rodu, ker so preveč govorile in želeli na vsak način trgovati s Trstom in tako naprej. V tem obdobju je zelo močna še vedno ribje predelovalna industrija, čeprav, kot sem prej rekla, je veliko strojev bilo odpeljanih v Jugoslavijo. Na Bernardinu je še vedno se nadaljevalo ladjedelstvo, začeli so graditi večje ladje. Počasi se je začelo, kljub izseljevanju, so začeli pridobivati ljudi. Tako da, no, to je še tak pregled, ki je vplival na spremembo tega področja. Zelo veliko, velik vpliv, ampak s tem se nisem ukvarjala, s tem se ukvarjala drugi, je bilo pa na eni strani v tem področju izseljevanja prebivalstva, po drugi strani pa priseljevanje na to prazno področje. Zadnjič sem poslušala en zelo zanimivo predavanje, s katerim se sicer nisem strinjala, ampak to izseljevanje prebivalstva, to govorimo o avtohtonem italijanskem prebivalstvu, se je začelo že leta 1945. Najprej so odšli intelektualci, tudi duhovniki. Nadaljevalo se je v več valovih, z večjo intenzivnostjo, predvsem zaradi gospodarskih, kulturnih, političnih, jezikovnih razlogov, tudi zaradi močne italijanske propagande vse do leta 1958. Najhujši, največji val pa je bil leta 1954-1955. Ravno tako tukaj ne smemo enačiti, govorimo o ezolih, govorimo o optantih, govorimo o ezolih, ki so bili begunci in optantih, ki so se odločali za izselitev v Italijo na podlagi dovolilnic oziroma odločitve. Zakaj to razlagam? Zato, ker na podlagi tega, kakšen status je imela izseljena oseba, med njimi je bilo ogromno pomorščakov, zato sem pač to povezala, je bilo potem njihova pravica do povračila premoženja oziroma denarne odškodnine. Diego de Castro, on je bil rojen v naši hiši, v Pomorskem muzeju v Piranu, takrat je bila to bogata palača Gabrieli, je bil vodja diplomacije na italijanski strani pri Tržaškem vprašanju. In on v svojih spominih piše, da je za našo palačo Gabrieli šele v konec 70-ih let od Italije dobil 5 milijonov lir, ne vem, koliko bi bilo to takrat, 5000 mark ali takega, zelo majhno vsoto. Skratka, Jugoslavija je Italiji odplačala odškodnino, vendar je Italija zavlačevala z vračilom tem optantom. Ezoli pa niso dobili nič, zato so tudi ti odnosi včasih zelo vprašljivi. In tukaj ne moramo teh zadev enačiti z kasnejšim izseljevanjem oziroma priseljevanjem iz Slovenije in Jugoslavije, kakor se ponekod tudi to raziskuje. Istočasno, pa nekaj je bil ta prostor prazen, bilo pa potrebno sem naseliti nekaj ljudi. Vendar Slovenija in Jugoslavija takrat niso imeli nekega načrta izseljevanja, ljudje so prihajali in odhajali. Zdaj, mislim, da je bilo leta 1948 vsega skupaj 300 jugoslovanskih državljanov na tem področju, vsi ostali so bili italijanski, so pa imeli oblasti v glavi, da bo Kras in pa Istra postali tista baza za vse gospodarstvo tukaj v Istri. To se pravi, iz Krasne bi popolnoma izpraznili in ljudi priselili v Koper, Izolo in Piran, ravno tako Istro. Ponekod se je to celo izgodilo istrske vasi, ki sem Grabin, mislim, da ste ravno tukaj pri vas v filmskem
arhivu sem si ogledala ta film o Gradinu, ki kaže o tem, kako so bile te istrske vasi opuščene, vendar Krasa jim pa ni uspelo popolnoma preseliti. No, to je ta seznam. Tukaj na desni strani seznam jugoslovanskih državljanov v Istri oziroma slovenski Istri, potem premoženja oziroma podjetja, ki so jih konfiscirali in pa še skratka nekaj drugega materijala. Tisto, kot sem rekla, nekatere panoge so bile opustošene, nekatere ne. Recimo izjemno močna je ribopredelovalna industrija. Kljub temu, da so skoraj da izpraznili Ampelejo, Arigoni, da so odpeljali celo ribolovno floto Ampeleje, se pravi, da jim je zmanjkovalo ladij za priobalni ribolov, so delovali dalje. Tako da tega je bilo, na nek način so uspeli do današnjega časa obdržati industrijo doma. Danes bo izolska industrija drugo leto preseljena v Pivko. To je še edini taka povezava z morjem. Ladjedelnice v Izoli, prej je bila stoletja na Bernardinu, potem v Izoli, je ni več. Za Luko, kot sem rekla, se potekajo močni politični boj. Splošna plovba je v rokah nemškega ladjarja. Ima več ladij, vendar nobena ne pluje pod slovensko zastavo. Slovenska pomorska šola in pa pomorska akademija funkcionirata, vendar imata vsako leto manj, vsaj srednja šola manj dijakov, ena leta bo mislim, da so bili samo 4. Pomorski muzej v Piranu deluje, se bori naprej, vendar je na rameh ustanovitelja, se pravi občine Piran in čakamo na odločitev, ali bo morda država pokazala interes, da bi to postala nacionalna institucija. Skratka, to, kar so v teh začetnem povojnem desetletju se poskušali potruditi in so zasnovali, danes nekako zadeve ne tečejo. In še tukaj na to karto bi želela opozoriti, predvsem zato, ker so mi jo narisali na podlagi dokumenta, ki je točno označeval meje luške kapitanije Piran. V določenem obdobju, mislim, da je to 47, je bila luška kapitanija edina kompetentna za celo cono B svobodnega tržaškega ozemlja, to se pravi do reke Mirne. In zadnjič, ne vem, če je bilo z Ministrstvom za zunanje zadeve tukaj, smo ta dokument posredovali tudi Ministrstvu za zunanje zadeve, koliko jih bo to pač pomagalo pri pripravljanju gradiva. Ampak točno so določene pristojnosti in vse te novi gradumak so bile podrejeni Piranu. No in to, ko govorimo o izseljevanju, ko govorimo o prevažanju, prenosu premoženja, recimo so te spodnje fotografije. Leta 45 oziroma 47 je prva fotografija Pirana z vsem tradicionalnim nadevjem, od Trabakol, Bracer, Topov, skratka nasičeno pristanišče, ki je funkcioniralo. Redno so pošiljali določene skorajne konvoje na jug, v Dalmacijo, v Istro, tovorili so kamen, v Robin predvsem sol. Nekaj premoga so potem prevažali iz Raše v Trst, skratka, trgovanje je potekalo. To je Piran konec 50-ih let. To se pravi, v dobrem desetletju 15 let se je pristanišče izpraznilo. Kajti, z izsiljevanjem prebivalstva so odvažali tudi svoje premično premoženje. Oni so na podlagi sporazumov in po opciji lahko odpeljali tisto, s čimer so se lahko preživljali. Tako da, če so vedeli, da bodo v Italiji lahko se preživljali zdaj, so odšli zdaj, v nasprotnem primeru so prodali. Tako da je veliko tega ladjevja končalo tudi v Dalmaciji. In da se je to zgodilo, sem pa uspela analizirati potem tudi pisne podatke iz arhivskih virov, to se pravi iz virov, kot sem prej omenila, število ladjevja takoj po 45 in pa potem in pogledajte, kako je se resnično 92-53 začelo s pomorskim prometom nekaj dogajati.
Tudi če tega grafa ne bi bilo, bi se človek vprašal, zakaj je prišlo do tega. In da potem že same fotografije začnejo navezovati, da je potrebno nekaj postoriti. In v tem času te fotografije kažejo, da pa vendarle se zadeve tekle naprej. Ledvedelnica v Piranu, ta razvoj je bil izjemno močan, ampak iz tistih prvih lesenih ladij so se potem začele takoj po ustanovitvi splošne plovbe popravljati njihove železne ladje in predvsem je zelo dobro delovala pomorska šola. Tukaj je teoretični pouk v šoli, pogledajte, danes si pomagamo slajde z računalnikom, tukaj so pa recimo jadrnico s kredo na tablo risali, to je tak resnično dobro posnetek, ampak že prvo leto so jih pošiljali tudi na teren, to se pravi na plovbo in tukaj so z ladjo Viševica, ko so pluli po Jadranu in pridobivali svoja prva pomorska znanja. In pa to. To je tisto, čemu sem potem jaz resnično rekla vzpostavljanje slovenskega pomorja. Usidrali smo se na morje. To je citat Borisa Šnuderla v njegovem pogovoru z mano. Pravi, mi, ko smo prišli leta 1954, smo se usidrali. Admerit se je potem leta februarja 1954 premenoval Val Slovenije linije. Takrat je že fajn delovala, kot sem prej rekla, slovenska udba oziroma ekonomski odsek slovenske udbe, ki je opravljal to ilegalno trgovino. Pridobili so dosti deviz in z pooblastilom oziroma z dovoljenjem predsednika vlade Sergeja Krajgerja so kupili prvo ladjo. To je bila Sirop oziroma Martin Krpan na teh dveh fotografijah, ki je plula pod kostariško zastavo. S to ladjo so dejansko tihotapili cigarete. Na morju so jih prekladali na italijansko ladjo. In ker je bila pod kostariško zastavo, jugoslavijska udba ni še uspela prepoznati, da gre tukaj za slovensko ladjo. Sirop je obratno od Boris. Če vprašate pomorščake, narobe napisano ime. Pomorščaki vsi rečejo, to je bilo poimenovano po prvem direktorju Borisu Šnuderlu in ni druge debate. Zadnjič na mojem zagovoru gospod profesor Pirvec trdi, da to ni po Borisu Šnuderlu, ampak da je po Borisu Krajgerju. Oba sta bila Borisa. V vsakem primeru je po enem, ampak zdaj odvisno od kakšno stališče zavzamete. In zgoraj, kar se je pokazalo tudi v tej raziskavi, je pa sidro na vašem kongresnem trgu, tukaj v Ljubljani. Gre za sidro iz Pule, gre za sidro manjše italijanske ladje, čeprav, če boste dostali po internetu in brskali, naj bi bilo to sidro iz Reksa. Informatorji in pa vi pravijo, da temu pač ni tako. Ko se je slovenska Istra priključila k matični državi, so hoteli pokazati, da zdaj pa vendarle ima Slovenija morje. In so zato simbolično se odločili, da bodo postavili sidro sredi Ljubljane. Želeli so pripeljati, oziroma so bili že na poti, da bodo iz Pule, kjer je bil direktor ladjedelnice Josip Kopinič, pripeljali sidro iz Viribusa Unitisa. To je ladja, ki so izvlekli venga, na kateri je poveljeval admiral Anton Haus Maja Stolnina. Vendar so imeli neko nesrečo tle pri Borovniškem mostu, se je sidro odlomilo oziroma poškodovalo in ni bilo drugega, da so na hitro pripeljali neko drugo mlajše sidro. Zato je na tem sidru, mislim, da letnica nekaj okoli 36, se pravi je mlajše izdelave, vendar ni Rex. Tako da nikakor ne gre za Rexovo sidro. Je pa istočasno s sidrom bila v Ljubljani postavljena v domu sindikatu tudi velika razstava, sodelovanje pomorske šole in pa splošne plovbe, kjer so prikazali, kako se je to formiralo in kaj si želijo v bodoče. In potem je tukaj še Luka Koper, ne samo splošna plovba. Luka Koper prej mi je lepo pokazala izjemno zanimiv album s fotografijami začetka gradnje Luka Koper. Tukaj je nekaj iz časopisnih člankov in pa predvsem idejno-programska osnova
v Kopru, se to hrani arhiv v Kopru. Odločitev, da bo pristanišče v Kopru, je bila zelo tehtna. Že pred priključitvijo k matični domovini so začeli razmišljati, da bo potrebno pač ta pomorski promet vzpostaviti. Zato so pri Ljudski zbornici Slovenije, oziroma pri Trgovinski zbornici in prometni zbornici Slovenije ustanovili komisijo, ki je pregledala vsa ta pristanišča in naredila zelo bogate elaborate. Ugotovili so, da piransko pristanišče je v izjemno dobrem stanju, vendar je absolutno premajhno za prekooceanske ladje. Izola bi morda še bila, vendar tam je bilo potrebno popraviti ogromno pomol, ki so ga Nemci razsuli ob odhodu in je trajala skoraj do konca 50 let. Primeren bi bil pa Koper. Koper našli so področje med Koprom, med Mesom in pa proti Ankaranu, Škocijanskim zatokom, vendar z odločitvijo o etapnih gradnjah. In te etapne gradnje se še danes na nek način udejanja, saj se potekajo ti pogovori o gradnji tretjega pomola. Ustanovili so vodno skupnost, za direktorja postavili Petrinjo, Danila Petrinjo in on je potem v svojo angažiranost resnično začel postavljati temelje temu pristanišču. Predvsem so Koper videli kot konkurenco Trstu, oni so potrebovali nekaj, kar je blizu Trsta. In ker ni uspela ideja, da bi dobili koridor od Kozine proti Žavljam, to se pravi pri Trstu, so morali najti nekaj drugega. Koper je bil idealen. Po drugi strani bi pa reko razbremenili, kajti ves promet iz slovenskega področja je šel proti reki. Tako da so leta 1958, 7. decembra 1958, je pristala prva prekooceanska ladja, to je bila ladja Gorica. In imeli so tudi tako hudo nezgodo, zbobnali so, izjemno masa ljudi je prišla, veliko je bilo oglaševanja, ladja je bila prazna in ko je ladja bi morala pristati slovesno na tem pomolu, je bil neizkušen kapitan, se je z njo še zabil. Tako da je bilo potem izjemno nerodno, menda se je dobro slišali, ampak vendarle Gorica je svečano pristala v Kopru. In ker običajno, jaz sem tukaj tudi poudarjala, da ni, veste, v naših krogih, predvsem od krogih pomorščakov, običajno govorijo, da je ladja tista, ki je najbolj pomembna. Sama trdim drugače, ladja je res, ampak brez ljudi tudi ladje oziroma vsega ostalega ni. Zato sem poskušala ugotoviti, kdo so bili tisti možje, ki so kakorkoli pomagali pri sooblikovanju tega pomorstva, naše identitete in Kakavčiča poznate. On je dejansko kakorkoli se govori o referendumu ali ne bo, oziroma bo, ne. Dejstvo je, da ti vaši dokumenti, ki jih hranite v Arhivu Republike Slovenije, kažejo tudi na neko pozitivno plat tega dogajanja. Ne samo negativno, ne. Dejansko gospodarski zagon, njihova trgovina, njihova angažiranost je pomagala, da je Slovenija pridobila ogromno deviznih sredstev, da se je gospodarstvo razvijalo, pomorstvo sploh, ne samo plovba, ne samo potem tudi luka, ampak tudi Arigoni, tudi vrtnarija v Portorožu, ki je začela gojiti zelišče za kasnejšo drogo, tam so poslali inženirja Para, ki je iz Nemčije pripeljal tovarna. Zagon je bil od njih. Za njim je stal Sergej Krajger, brez njegove podpore, se pravi brez podpore države, verjetno tudi pomorstvo v tej smeri, pa tudi drugačno gospodarstvo ne bi šlo. Potem je tukaj Danilo Petrinja, direktor Luke, dober izvajalec, precej sicer, ampak tudi z njegovim angažiranjem, na kakšen način so zadevo vodili naprej, pišejo vsi svojih spominih, mislim, da je njegova vloga zelo velika. Boris Šmudr, 10 let je vodil splošno plovbo, takrat so dejansko kupili prve ladje, veliki zagon je dala tudi decentralizacijo Jugoslovanske mornarice, res je angažiral in pridobil kredite pri Jugoslovanski banki, tako da so šli v nakup prve nove ladje, to je bila ladja Piran. Po letu 1963 je bil diplomat in je bil glavni pogajalec Jugoslovanske
jugoslovanske vlade za ozemske sporazume. Tako da vsekakor je na nek način tudi z ozemskimi sporazumi zabetoniral tisto, kar se je ustvarjalo v tistem prvem povojnem obdobju. Potem je Miroslav Pahor, ki sem ga, kot sem rekel, utemeljitelj slovenske pomorske zgodovine, se je pa tukaj pojavilo pri njegovi vlogi sedaj še nekaj novega in to je predvsem to, da je izjemno veliko vlogo pri uveljavljanju in pa vedenju pomorščakov o preteklosti imel klub pomorščakov Ljudske republike Slovenije, ki je imel središče tukaj v Ljubljani. Predsednik je bil Anton Lenarčič in tukaj so se vključevali pomorščaki in pa njihovi svojci, ki so želeli na nek način te pomorsko preteklost ovrednotiti in oni so bili očitno idejni pobudniki kasnejše vsebine Pomorskega muzeja. Do te raziskave sem vlogo ves čas pripisovala Miroslavu Pahorju in pa Ferdinandu Skrinu. Pripričana sem bila, da je njuna ideja in potem kasnejša angažirana. Sedaj se je pa pokazalo, da so idejo osnovali pomorščaki, aktivni pomorščaki, nekateri so bili pezi, nekateri svojci, da pa je bil Miroslav Pahor in povezavi tudi z Skrinom izjemno dober izvrševalec in pa seveda nadgrajevalec teh idej. On je idejo, ki jo je nekdo drug očitno zasnoval, potem razvil do konca. Še danes, sicer ko beremo njegove spise oziroma njegove raziskave, seveda mora biti malo distance in z neko previdnostjo, vendar podatke običajno držijo. No, tukaj je samo še nekaj fotografij, gre predvsem za to Rok, prva prekoceanska ladja, tudi v tem paketu prvih treh urbaških ladij, Morenska in pa Martin Grban. Vida Parnik, ki je bil last jugoslovanske linijske plovidbe, ki pa je plul v najemu po našem morju in pa povezava, to obdobje povezava z reko in pa Jugoslavijo. In pa, malce bom pohitela, predvsem zato, ne vem, če sem uspela prikazati, koliko vsega, koliko posameznih elementov je imelo to vzpostavljanje pomorstva, kot sem ga poimenovala. Zame je to res en načrten proces. Ne moram reči, da se je to zgodilo v enem dnevu, ne moraš reči, da se je to zgodilo v 10, ampak proces, ki je trajal verjetno dolga stoletja, ki se je pa resnično z postavitvijo samostojne države, ko se je geopolitični položaj Slovenije spremenil, ko je pripadla Jugoslaviji, ko se je prišlo pač do teh odločitev in da se je, vse skupaj se je pa povezovalo. Povezovalo se je med mednarodnim dogajanjem, povezovalo se je z reorganizacijo pomorske uprave, z zaposlovanjem novih ljudi, z izsiljevanjem, to je bil izjemno pomemben element in na tem področju, skratka, z vključevanjem novih inštitucij, novih podjetij, novih firm, skratka, in pa predvsem z eno odločitvijo, da to želijo in pa da je potrebno pomorstvo kot en močan gospodarski element razvijati naprej. Pokazalo se je, da je bilo to pomorstvo glavna panoga te pokrajine. Bila je multietnična in tudi z naseljevanjem je multietnična. Veliko narodnosti oziroma narodov je na našem področju, vendar bilo je tudi zelo hudo, postopno se je ločevalo od tistega Trsta in se je začelo priključevati Ljubljani. Mene so vprašali, kdaj pa se sploh začeli z notranjostjo Slovenije komunicirati. Dejansko šele po letu 1954. Takrat je Ljubljana postala središče tudi za slovensko Istro. Prej je bil to Trst. Dejansko so vse poti vodile v Trst. Tako da leta 1954 dejansko se je s politično priključitvijo tega področja vendarle, tukaj
kazalo, da gre vse v smer neke socialistične Jugoslavije, vendar pa po neki svoji poti. Tako da, in to je konec, nekaj slajdov sem preskočila, ker vidim, da se nekaterim mudi. To je malce patetično, ampak vendarle, ne? Miroslav Pahor je, ko je pisal o slovenskem radialstvu, da so narodni sploh je ptica preskriv, ne? Seveda je, ampak se mi je zdelo, da lahko s tem sredi Ljubljane tudi zaključim. Hvala. Hvala predavateljici za tole izjemno prijetno predavanje, zanimivo predavanje. Zdaj, jaz sem Štajerc, čeprav sem veliko na Primorskem, pa vendarle je to zelo prvo predavanje, ki sem ga na to temo imel priložnost slišati. Ukoliko še doktorat ni izšel v knjižni obliki, upam, da se bodo naša sredstva, kljub temu, da živimo v nekih kriznih časih, da bo pogledal luč sveta čim prej. Vendarle pa je sedaj beseda vaša, draga publika, predavateljico imate pred seboj, tako da če se je komu porodilo kakšno vprašanje, kar se vprašanje in z besedo na dan. Prosim. Ker prihajam s televizije, seveda poznam film Leta Vizir, ki je govorila o tej tematiki in seveda tudi govorila o Udbi. Dobro, če rečemo, da je bila Udba takrat neke vrste Martin Krpan, da so dobivali devize. Jaz sem recimo pri moji kolegici Vizilji sem pogrešal, kakšni situacije je bila takrat postavljena. Po eni strani imaš Informbiro, na drugi strani imaš kapitalistične države in kako je bilo za to tako normalno zunanje trgovinsko politiko. Torej, jaz ne vem zdaj, ali pri njej je šlo zavestno, da se je temu izognila, ali ni podatkov o tem. Kaj menite? Kaj menim? Torej, Ljerka Bizilj je imela enega in glavnega informatorja. To je bil Niko Kavčič. Če pregledate ta film oziroma berete njegovo knjigo, potem je Niko Kavčič človek, ki je podal izjemno veliko informacij, ki pa je v človeškem stilu zelo poveličeval svojo vlogo. In recimo pri moji nalogi sem se morala temu prav pod mentorstvom dr. Marka Grđenela izogniti. Od mene je namreč zahtevala, da moram tudi, če gre za ustni nastop, informatorjev nastop, to preveriti, pretresti. Zato sem poskušala biti, se ne gre tukaj za objektivnost, tudi Niko Kavčič je želel biti verjetno objektiven. Vendar bi se s tem skoraj da strinjala. Res je, da v tistem času, ko je bila Jugoslavija in ko se dejansko še ni vedelo, kaj bo s tržaškim vprašanjem. To tržaško vprašanje, vendarle se morate zavedati, da je bilo eno glavnih vprašanj v povojni Evropi. Tukaj je potekala železna zavesa na tem področju. Vemo, kaj je to pomenilo. In Jugoslavija se je po sporu z Informbirojem dejansko znašla v eni zelo hudi situaciji. Strani Sovjetske zveze ni imela več pomoči, celo nasprotno, bila je takšna situacija, kakršna je bila. Na drugi strani pa zahodne zaveznike, ki so se zavzemali za seveda rešitev tržaškega vprašanja v korist Italije oziroma v svojo korist. In v tem času se je celo zgodilo, da so se celo malce otopljili odnosi med Jugoslavijo in pa zahodnimi zavezniki. In verjetno ravno v to situacijo se je Udba znašla, kakor se je, in ravno tukaj sem jaz videla tisto pozitivno noto, da je s prilivom oziroma pridobivanjem deviznih sredstev. Oni so morali dobivati nekaj, da so lahko nabavljali material, da so lahko zaganjali tovarne, da so pridobivali stroje. In to so jim omogočila ta podjetja v tujini, ne samo v Trstu. V Švici je bila zelo močna baza, na Dunaju so imeli izjemno močno bazo. In zanimivo je, da pod temi direktorji, ta podjetja so vodili tuji državljani, to se pravi v Trstu italijanski državljani, na Dunaju avstrijski. Dejansko so bila pa ta podjetja
pač ponudbo. Ne vem, če je to odgovor na to vprašanje, ampak mislim, da film je lahko tak, zdaj ne vem, kakšne so lahko bile smeri njenega raziskovanja, vendar običajno je, ko imaš enega informatorja, je ta v tej vlogi. In recimo mene je zelo, moja teza pri tej raziskavi je bila, da so bili pri zagonu pomorstva so bili najpomembnejši, kot sem rekla, tudi če berete Petrinjo, on piše, da je bil on tisti, ki je postavil Luko Koper, da je bil on tisti, ki je zagnal Luko Koper. In ko sem poslušala Koreliča, se je ves čas se govorilo, da država za Luko Koper ni dala ničesar, da so bili samo posamezniki tisti, ki so zadevo peljali naprej. In moram priznati, da se mi skoraj da nasedala, ker ko bereš objavljene spomine in pogovore, je to skoraj da res. Dokler nisem šla k Šnuderlu, ker tudi zdaj sem bila prepričana, da je bil on tisti, ki je postavil splošno plovbo. Rekel, ne, to sploh ni res, to ne drži. Ne, je rekel, Krajger, Šilih, Kavčič. Oni so bili tisti, ki so od zgoraj navzdol potem to dirigirali. Tako on mi je preusmeril te zadeve. In tudi, kar se tiče te ilegalne trgovine, tihotapljenja, ves čas se je govorilo, tihotapljenje cigaret, tako da enim takim provokativnim oziroma ciničnim prizvokom, Ravno tako sem rekla, kako ste to tihotapli? Je rekel Šnuderl, jaz pa nisem prav nič tihotapil. Jaz sem se ukvarjal z reeksportno trgovino oziroma s tranzitno trgovino. Dejansko odvisno, kako bereš, odvisno, kako poslušaš in odvisno, kako potem interpretiraš. To je moje mnenje. Hvala. Kakšna je bila vloga, ko so Luko postavljali, baje so bile huda nasprotovanja v Beogradu proti postavitvi Luke. Ne vem, v Beogradu ali je bilo to v Zagrebu, ampak skratka ovire. Tako pravijo pripovedovalci. Zdaj, po eni strani, kot sem rekla prej, jaz v Beogradu nisem bila v arhivu, ravno tako ne v Zagrebu, ravno tako ne v Rimu, tako da jaz teh velikih dokumentov ne poznam. Poznam tisto, kar je nastajalo na terenu. Vendar to, kar je na terenu, sigurno priča o tem, da niso bili najbolj zadovoljni, da bi se Luka postavljala v Kopru. Kajti vlogo Trsta je prevzela Reka. Takoj potem, ko Trst ni bil, ko je bil pod anglo-ameriško upravo, je prevzela Reka in se je ves promet, vse gospodarstvo se je preusmerjalo na Reko. In tudi, ko sem gledala gradivo v Reki, je kazalo, da so se zelo, zelo angažirali, da so Reko hitro obnovili. Reka je bila namreč izjemno poškodovana v drugi vojni. Tako da so obnovili pomole, da so obnovili infrastrukturo, ledjedelnico, da je te zadeve zelo tekle. Zdaj, ali je šlo toliko Beogradu v nos ali ne? Zdaj, profesor Pirjevec trdi, da se je na mesto v Luko Koper se so gradili prekop Donava, tista Donava, ne vem, kdaj je bilo to kasneje. Skratka, da so se tista sredstva preusmerjala v Srbijo oziroma na Hrvaško. Vsekakor so bili pa s tem najmanj zadovoljni Hrvati. Predvsem med temi udbami je bil velik konflikt. Prav vam priporočam knjigo Cirila Drganca, ki govori o teh svojih spominih, kako je šel na ladjo. On se je mogel ukrcati na ladjo Rok, prvo prekooceansko ladjo, in moral bi se ukrcati na Reki. Čakal je pristanišči na Reki, da se ukrca. Gor bil je nekaj časa v službi, ne vem točno kje, ampak na Reki, in mu niso dovolili, skratka, niso mu dovolili, da bi se ukrcal, in niso mu izdali te pomorske knjižice, matrikule, tako da je on, ker so potem uspeli te zadeve uskladiti, da je šel v Piran, iz Reke v Piran, in da se je v Piranu potem lahko ukrcal na ladjo. Na ta način so si nagajali in skrivali eden pred drugim. Ampak zelo verjetno je pa to bilo, ker to je tudi pomenilo, da Slovenci grejo malo po svoji poti z gradnjo Luke Koper. Predvsem pa Petrinja govori, kako je potoval v Maribor, kako je prepričeval, in zelo veliko vlogo po Šnuderlovem mnenju imajo pa ljudje, ki so sedeli v takratnih beograjskih oblasteh. Kajti brez njihove podpore, predvsem Leskoška omenjajo, marsikateri projekt v Sloveniji ne bi šel skozi, če jim ne bi pomagali. Tako da so marsikdaj zatajili to
federalno pripadnost in se potrudili, da je šla republiško skozi. Še kakšno vprašanje? Za okoliko ne se naši današnji predavateljici najlepše zahvaljujem za njeno izjemno zanimivo predavanje. Vabim vas čez en mesec, 19. maja, na predavanje magistra Aleksandra Gačič iz Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine, ki bo predavala o doktorju Jakobu Mirovošniku. Vse, ki niste arhivisti, vabim eno nadstropje nad nami, se nahaja avla za čitalnico, kjer si lahko ogledate našo knjižno ponudbo in pa arhivarij meseca. Tokratno je napisala naša kolegica, arhivistka Jasmina Bogovšek, posvečena pa je prvi slovenski alpski vožnik. In pa še pred arhivom, pred drugim v Praču na Travniku si lahko ogledate priložnostno razstavo Zakladi slovenskih arhivov, ki prav tako predstavlja zakladi, ki se hranijo v naših arhivskih institucijah na Slovenskem. Tako da najlepša hvala in pa čisto za konec še zahvala mojima kolegicama Jeder Spodokivec in pa Liljana Žnirešič-Kovec za pomoč pri organizaciji našega predavanja. Hvala.